Molitev hvaležnosti v praksi. Kako izvesti takšno molitev? Molitev, ki je ni v molitveniku. Molitev, ki ni nikjer napisana. Molitev, ki je le v našem srcu. Zelo enostavno. To molitev le živimo. Živimo to molitev, ter se je zavedajmo. Vsako jutro, preden vstanemo, preživimo nekaj časa v tišini, v iskrenem izražanju hvaležnosti za življenje. Lahko le glasno ali v sebi rečemo: Hvala ti, življenje. Hvala ti za ta čudovit dan, ki je pred nami. Hvala, ker sem prav zdaj tukaj. Hvala, ker sem se prebudila. Hvala, ker sem se prebudil. Vsi se niso. Hvala za nove priložnosti, ki se mi danes ponujajo. Hvala, hvala, hvala. Mogoče nam bo v začetku čudno, vendar po nekaj dnevih prakse bomo začutili spremembo v svojem življenju. Začele se nam bodo dogajati stvari, za katere niti v sanjah ne bi mogli verjeti, da se lahko zgodijo. Življenje bomo sprejemali kot največji dar in bili vedno znova in znova hvaležni. Prav ta molitev nam služi kot sidro, ki nas potegne ven iz mehanske in avtomatične zavesti ega. Ega, ki je podrejen našim navadam, našemu prepričanju ter naši že ustaljeni praksi. Na ta način se bomo dvignili iz tako imenovane cone komforta. In prav ta molitev nas pripelje v zavedanje tega trenutka zdaj. Odpira nam pogled na lepoto in radost, ki je vse okoli nas. Vse, kar delamo čez dan, naj se začne iz občutka tega zavedanja, iz občutka hvaležnosti. Poskušajmo priti v stanje, kjer vse, karkoli delamo, delajmo z zadovoljstvom in iskrenim zanimanjem. Vse delajmo zavestno. Zavedajmo se vsakega trenutka. Primer. Pred nami se pojavi neko delo, ki nam morda ni všeč. Nekaj, kar nam predstavlja problem. Temu se zdaj ne upirajmo, ne sodimo, ne kritizirajmo, ne ocenjujmo, ter ne razpravljajmo okoli tega, temveč enostavno sprejmemo. Sprejmemo ta problem, ter mu ne dajemo teže. Tako
takoj, ko bomo to storili, bomo v sebi odkrili neverjeten mir in hkrati moč, ki nam bosta pomagala, da uspešno, kvalitetno in z zadovoljstvom opravimo to nalogo. Takrat bomo dojeli, da vso težo, vso muko in vse težave, ki smo jo temu prepisovali, vse to je prišlo izključno iz našega upiranja in naše želje, da tega ne bi počeli. Dobesedno prišlo je iz nehvaležnosti. Zato preprosto pojdimo v to z vso predanostjo in sami bomo videli, da noben problem, nobena naloga ne bo več problem, ki bi lahko zrušil našo notranjo radost. Vsak problem, vsako nalogo raje poimenujmo kot izziv. Izziv na naši duhovni poti. Tako nobena naloga ne bo več problem, ki bi lahko zrušil našo notranjo radost in naš notranji mir. Problem enostavno sprejmimo le kot izziv. Vse, prav vse, kar delamo v našem življenju, delajmo zavestno in pri tem uživajmo. Zapomnimo si, v življenju ni pomembno, kje smo in kaj delamo, temveč kdo mi smo, ko to delamo. V življenju ni pomembno, kje smo in kaj delamo, temveč kdo mi smo, ko to delamo. To je pomembno spoznanje. Ali smo resnično hvaležni in radostni, ter nasmejani in ljubeznivi, ali pa nehvaležni, zamorjeni, turobni in hladni. Kaj želimo biti? Odločimo se sami. Česa je več v našem dnevu? Več veselja ali žalosti? Več hvaležnosti ali neprestanega jamranja? Več radosti in ljubezni ali več sovraštva? Več miru ali več gorja? Česa je več v našem življenju? Od vsega tega pa je odvisno naše življenje. Kaj dela nas kot človeka? Kako se počutimo, ko smo sredi hvaležnosti? In kako se počutimo,
ko smo nehvaležni. Kaj nam prinaša več radosti in več miru? Kaj nas izpolnjuje? Vprašajmo se vse to. Ne pozabimo pa, da so vsi odgovori in vse rešitve že v nas samih. Le naučimo se jim prisluhniti. Ko bomo to znali, takrat bomo žareli. Vidimo, da bo okolica opazila to radost in to dobro energijo, s katero bomo stopali skozi naš dan. Mi pa bomo točno vedeli, od kje to izhaja. Vse, prav vse izhaja iz našega neprestanega izvira radosti in ljubezni, ki se nahajata v našem srcu v vsakem trenutku. Vse to izhaja iz hvaležnosti. Pred vsakim obrokom se tiho usedemo in le v sebi zahvalimo življenju, ki nam je podarilo to hrano. Pa če tudi naš ego to jemlje kot samoumevno in ni nikoli zadovoljen s tem, kar imamo, in bi rad vedno več in več. Mi se le zahvalimo za svojo hrano ter jo blagoslovimo. Lahko rečemo: hvala ti, življenje, hvala ti za to hrano, hvala ti za to, da sem prav v tem trenutku tukaj. Naj ta hrana pozitivno vpliva na moj organizem. Naj moje telo izkoristi najboljše iz te hrane za svojo rast in energijo. Naj vsi, ki jedo z menoj, jedo v miru, radosti in ljubezni. Hvala ti. Vse to pa močno dvigne našo zavest. Zato se čim bolj zavedajmo vsakega trenutka posebej. Ravno tako zvečer, preden ležemo v posteljo, si vzemimo nekaj trenutkov časa samo za sebe, ter se le zahvalimo za vse, prav za vse, kar se nam je danes zgodilo. V svojih mislih prevrtimo svoj dan, ki je minil, ter se zahvalimo za vse trenutke, za vse preizkušnje in milosti, ki smo jih danes prejeli. Preprosto le recimo: življenje,
Hvala ti za dan, ki se končuje. Hvala ti za ta dan. Hvala ti za vse, kar se mi je danes dobrega zgodilo. Hvala. Hvala tudi za vse izzive, s katerim sem se danes soočila. Danes soočil. Za vse, kar sem danes doživela. Danes doživel. Hvala za vse ljudi, ki sem jih danes srečala. Danes srečal. Zdaj ti izročam svoj dan. Hvala ti zanj in hvala za življenje. Hvala ti za vse. Hvala, hvala, hvala.